Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Bojan Bizjak, novi komandir policijske postaje v Idriji, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam. Gospod Bizjak, slišal sem, da ste pravzaprav idrijski rojak. Drži ta podatek? Ja, drži, podatek drži, seveda. Rodil sem se v Ljubljani, potem pa do 15. leta živel v Idriji, kjer sem končal osnovno šolo. Po osnovni šoli sem šel v študij v Tacen, takratno kadetsko šolo za miličnike, in potem od konca šole pa do danes ostal na Goriškem, kjer že 33-letnik je, opravljam službo policista v raznih oblikah in oblikah dejavnosti, ki jih policija izvaja. Kako gledajo na Goriškem vaši kolegi policisti, ko nekdo omeni Idrijo? Ja, Idrijo, ne vem sicer zakaj, zmeraj gledajo iz vidika naše psihiatrične bolnišnice in vse s tem povezavi, tudi ko je neka zadeva bolj čudna, rečejo, kakšna Idrija v tem smislu, tako da ni pa to pretirano, seveda ne. Ja, to je nekaj folklore. Ja, je folklore, tako. Kako je kaj s kriminalom na območju občine Idrija? Oziroma upravne enote, vi pokrivate Cerkno in Idrijo, drži? Tako, Idrijo in Cerkno. Policijska postaja Idrija pokriva občino tako je Idrijo in občino Cerkno. Pa naj povem, da je Goriška regija kot taka ena izmed najbolj varnih regij, kar se tiče kriminala v Sloveniji, in seveda isto potem velja tudi za naši dve občini. Jaz sem si tle pripravil nekaj podatkov za leto 19 in 20, zdaj leto 21 je še dokaj sveže, tako da teh podatkov zaenkrat ni še toliko, da bi lahko na njih operirali. V glavnem, leta 2019 je bilo na območju Idrije storjenih 184 kaznivih dejanj, lani pa je bilo teh dejanj malenkost več, se pravi 203 kazniva dejanja. Preiskanih kaznivih dejanj lani, se pravi leto 2020, imamo 129 kaznivih dejanj preiskanih, leto poprej 2019 pa je teh preiskanih kaznivih dejanj 112. Naj povem še, da imamo tudi lastno dejavnost preiskave in odkrivanja kaznivih dejanj, tako da leta 2019 je teh kaznivih dejanj odkritih in preiskanih 36, v letu 2020 pa ravno tako 36. Zdaj, če gremo nekje na področje kriminalitete, kjer se ta kazniva dejanja najpogosteje dogajajo, pa je to nekje najbolj pogost je pri splošni kriminaliteti, kamor seveda spadajo tatvine, ropi, pač na splošno vse. In je bilo lani teh kaznivih dejanj 180, ja, leta poprej 2019 pa 168, piko manj. Gospodarska kriminaliteta je tudi v zadnje čase malček v porastu in smo imeli lani 2020 23 takih dogodkov, leta poprej 19 pa 16. Beležimo tudi kriminaliteto na področju mladoletništva, se pravi mladoletniška kriminaliteta. Sicer je ta številka majhna, lani eno kaznivo dejanje, leta poprej pa jih je bilo 9. Če gremo naprej, same posledice oziroma telesne poškodbe pri kaznivih dejanjih so tudi pri nas dokaj nizke. Se pravi, lani ne beležimo nobene hujše poškodbe pri storitvi kaznivih dejanj, medtem ko leta poprej je bila taka poškodba ena sama. Lahkih poškodb pa beležimo leto 2019 13 takih primerov, v letu 2020 pa 9. Kako pa je na področju prometne varnosti? Tam se najpogosteje občani srečamo s policijo. Podatek drži, seveda. Naj za začetek omenim, da smo lani, torej v letu 2020, obravnavali 24 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, 48 primerov za materialno škodo in pa, lahko rečemo, hvala Bogu, nobene s smrtnim izidom. Ravno tako nobene smrtnim izidom ni bilo v letu 2019. 19. leta je bilo 32 primerov z hudimi telesnimi poškodbami in pa 46 primerov z materialno škodo. Kako pa je v primerjavi z drugimi okolji? Je to poprečno, primerljivo? V tem primeru naj se zahvalim seveda našim občanom, voznikom za res strpno in primerno vožnjo, ker ta številka ne izstopa
nekje ne izstopa v povprečju z ostalimi regijami in občinami. So pa tudi primeri, ko si policija ne ogleda kraja nesreče. Ne? Kdaj lahko se odloči policist, da ne gre na kraj nesreče? Policija si vsako prometno nesrečo ogleda, če je bila na njo klicana. Se pravi, kadar nek udeleženec v cestnem prometu pokliče policijo, da bi ta opravila ogled, vsekakor mi na kraj pridemo. Potem pa je seveda možnost, da od ogleda odstopimo, če je ta prekršek, oziroma če ni nastala materialna škoda, ali pa je ta minimalna, če ni posledic telesnih, če je prekršek neznatnega pomena, recimo, dajmo reči v nekem primeru trčenj na parkiriščih ali take malenkostne kršitve, kjer so kršitve neznatnega pomena. No, tako. Ja, resen problem v prometu je alkohol. Pa ne samo alkohol, tudi mamila, tudi psihoaktivne druge tako substance. Kako je s tem na področju Idrije? Spet ni pretirano, občani se kar držimo nazaj, kar se alkohola tiče, pa vendarle naj povem, da smo lani opravili skupaj 1140 preizkusov alkoholiziranosti. No, od tega je bilo pozitivnih 66. Zdaj v 66 govorimo razne oddono, ne zdaj to najhujše oblike. Je bilo pa negativnih kar 1069 primerov in pa petkrat so vozniki odklonili ta preizkus alkoholiziranosti. No. Podatek se nekje ujema z lanskim letom oziroma z letom 2019, številka gor, številka dol. Tako da ja. Odredili smo tudi večkrat strokovni pregled. Kdaj se odloči policist za strokovni pregled? Za strokovni pregled se policist odloči v primeru, govorimo za alkohol, kadar se udeleženec z rezultatom ne bi strinjal. Se pravi, alkotest pokaže določeno prisotnost alkohola, udeleženec se s tem ne strinja in takrat policisti odredijo strokovni pregled, kjer se vzame urin in kri in potem analize pokažejo točno vsebnost alkohola v organizmu. Strokovni pregled to pomeni, da gre v zdravstveni dom? Da, v zdravstveni dom, kjer mu zdravstveno osebje vzame, se pravi, urin, kri, ga še pregleda ta vizualni pregled, sestavi se zapisnik o temu in potem je to naprej priloga. To je pogosto tudi v primeru, ko posumite na uporabo mamil. Je tako. Naj povem, da smo lani, se pravi 2020, opravili skupno 13 odrejenih strokovnih pregledov prav v zvezi drog. Od tega je bil pozitiven nobeden, negativna 2, odklonjenih je bilo pa 41. Se pravi, teh 41 je avtomatsko krivih? Ja, to se šteje, da če odkloniš, potem se ti odzame vozniško dovoljenje, se ti avtomatsko pripiše 18 kazenskih točk in vozniško dovoljenje preneha veljati, seveda. Se pravi, strokovni pregled odklonijo največkrat v primerih, ko vejo, da bi bil rezultat pozitiven, tako ali drugače. Kdaj pa policija odvzame vozilo? Policija odvzame vozilo največkrat v primeru, kadar voznik, ki vozilo uporablja, nima za to ustrezne kategorije za vožnjo vozila. Kadar voznik stori hujši prekršek, se pravi, da je zanj predpisana kazen 3 kazenskih točk ali več, se preverja v naših evidencah. Če bi voznik v 2 letih 3-krat že pravnomočno kaznovan za prekršek, potem obstajajo razlogi za odvzem vozila. In kakšna je usoda tega vozila, ko ga odpeljejo? Mi to vozilo potem predamo na sodišče in sodišče potem odloča, ali se to vozilo v določenem roku vrne ali gre vozilo na uničenje. To so kar hude sankcije. Ja, kar. Ja. Področje javnega reda in miru, kakšno je stanje? Tudi na področju javnega reda in mira res Idrija ne izstopa od drugih občin. Naj povem, da smo lani obravnavali po zakonu o varstvu javnega reda in miru 67 kršitev. Porast imamo zdaj po tem novem zakonu o nalezljivih boleznih, ki se malo bolj uporablja, prav zaradi tega stanja z COVID-om. Se pravi, imamo teh primerov kršitev 72. Ja.
prepovedane droge 21, potem so pa še ostali, ki jih manjša številka, zakon o prijavi prebivališča 11 primerov, javna zbiranja 5, recimo zakon o zaščiti živali 4 primeri in tako naprej. No. Se pravi, nič kaj pretresljivega. Ja. Najmanj dela ste imeli letos na smučiščih, ne? Res je, ja. Letos je bilo smučišče odprto zgolj od 19. Februarja in pa do konca februarja, do 28. No, še 28. ni več potem obratovalo, ker snega ni bilo več. No. Naj povem, da smo letos opravili tudi dva poostrena nadzora na smučišču, skupaj z inšpekcijsko službo zdravstvenega inšpektorata. In to prvi je bil takoj ob odprtju, ta drugi pa spet posledično prav na koncu ob zaprtju, ker naslednji dan potem nismo želeli. No, ugotovili nismo, v tem času nismo ugotovili nobene kršitve, ne po zakonu o smučiščih, niti ne po zakonu o nalezljivih boleznih. Prav tako se v tem času ni zgodila niti nobena nesreča, ki bi zahtevala ukrepanje ali pa ogled policije. Delo policistov v Idriji je zaznamovano s kar pogostimi iskalnimi akcijami. Ne? Najpogosteje so te povezane z bolnišnico, ko bolniki se izgubijo, odtavajo in podobno. Ne? Ja, tako je nekaj več kot v drugih okoljih. Ne? Drži, čeprav spet se lahko zahvalimo tej situaciji s COVID-om. Manj je bilo teh izhodov, bolj so bili teli bolniki pod določenimi ukrepi in zaradi tega tudi izhodov ni bilo in je bilo teh odhajanj manj. Je pa res, da večinoma bolniki odidejo v neko bližino te bolnice, ker jih tudi tekom dneva ali pa naslednji dan tudi kar hitro najdemo. Zgodilo se je tudi, da so te osebe v nekaj primerih tudi storile samomor, tako da ni bilo več pomoči. Ampak ja. No, ravno ta teden imamo pri županu tudi sestanek z vsemi službami, ki se ukvarjajo s tem, oziroma ki sodelujejo pri iskalnih akcijah, tako z civilno zaščito, z gasilci, tudi lovce bomo povabili, ker sodelovanje z njimi je vsekakor pomembno in nujno pri takih, govorimo, širših iskalnih akcijah. Naj omenim lani še do sedaj ne najden italijanski državljan, ki se je na območju Vojskega izgubil. Še sedaj ne vemo, kje je. Spremljate kaj tudi nove oblike kriminalitete? Področje interneta je strašno vabljivo za zlikovce vseh vrst, ne? Ja, seveda, internet je zdaj zanimiv, tako za uporabnike, kot tudi za prevarante, goljufe. Ja, vsekakor dobimo prijave v tem smislu, vendar pa hujše oblike internetnega kriminala skupaj z sodelavci iz kriminalistične policije prepustimo njim, tudi imajo več sredstev in znanja na tem področju. Nadalje je ekipa za preiskovanje tega kriminala tudi v Kopru, tako da v povezavi z njimi se ta zadeva rešuje bolj široko. Pristojne službe opozarjajo, da se je povečalo število primerov nasilja v družini v zadnjem letu. Ne? Se pravi, ljudje so več doma, v službe ne grejo, postajajo nejevoljni, čemerni in normalno. Vsaka beseda, ki je izrečena, lahko že povzroči nek konflikt v družini in ja. Sicer spet moram povedati, da ni toliko povečanih prijav, vsaj na območju naše policijske postaje. Letos beležimo 2 taki prijavi, lani pa je bilo teh primerov tudi, sicer tega podatka nimam, 4-5 več ne. Kdaj pa policija odredi prepoved približevanja? Ja, prav v tem primeru nasilja v družini, kadar je potrebno zagotoviti oziroma zavarovati žrtev tega nasilja, da storilec oziroma nasilnik ne bi prišel v stik z njimi in ali dokončal to dejanje ali pa to dejanje nadaljeval potem kasneje v njihovi izvedbi. Ne? Ja. Kako sodelujete z občinskim redarstvom? Ta služba počasi dobiva neke pristojnosti, ki ste jih včasih imeli samo policisti. Je to nov zametek neke občinske policije? Ja. Z občinskim redarstvom vsekakor sodelujemo. Zdaj tle v Idriji sicer imamo 2 redarja,
v Cerknem pa teh redarjev ni. Res je, pooblastila redarjev so se lani, se mi zdi, povečala, razširila, no, tako rečem. Tako da redarji po novem imajo tudi pristojnosti seveda določene policije. Prav tako opravljajo meritve hitrosti, imajo tudi pooblastila za zadržanje določene osebe, tako bom rekel, za pregled, za ugotavljanje identitete. Ko govorimo o kadrovskih zadevah, nam najbrž ne boste povedali, koliko policistov imate zaposlenih, najbrž pa trditev, da jih je premalo, drži. Ja, res je, drži. Policistov na naši postaji dejansko primanjkuje. Kader, ki ga pa se trenutno imamo, je pa dejansko gre za star, izkušen kader, star 20 let, tako v najboljših letih, 20 let policijskega staža je kar lepa doba, tako da so policisti res strokovni, izobraženi, sposobni in z njimi nekako obvladujemo situacije, karkoli pač nastane. Bi si pa vsekakor želeli kakšnega večna. Vi sami se vsak dan sedaj vozite na delo v Idrijo z Goriške, spoznavate te naše zapletene ceste, včasih je tudi nevarno, ne? Ja, res je. Vsak dan sedaj mi pot vzame 1 uro v službo, 1 uro nazaj. Ja, po cesti pa vsekakor srečaš vsega. Od divjadi do voznikov, ki se jim mudi v službo, ki je res po levi, po desni. Vendar pa ni to tako hudo. No. Ni tako hudo. Manj ne. Gospod Bojan Bizjak, novi komandir policijske postaje v Idriji, jaz vam želim obilo uspeha pri vašem strokovnem delu, čim manj težav in se vam prav lepo zahvaljujem za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam lepa. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.